Rekel sem pa tole, da vas najprej vse lepo pozdravim na to soboto. Vas vse lepo pozdravljam. Razumem, da se kakšen ne more priklopiti, da je sred dela ali pa kakšnega drugega opravila. Veliko stvari se dogaja. Naš program danes je zelo bogat. Evo, to je danes. Jaz bom na hitro preletel ta program, ki ste ga dobili po mailu. Glih toliko, da malo ponovimo. Bom poskušal, se pravi, to zadevo zdaj prelistati. Evo, tako, no, upam, da vidite zdaj ta program. Se pravi, tukaj je tale naš konstanten link za Zoom, potem pregled vsebine. Jaz bom na začetku par stvari povedal glede zapisnikov, potem bo Katja M. Horvat, vzgoja in izobraževanje otrok danes. Odločitev je odgovornost vsakega posameznika. Po pauzi bo prišel Egidi, nam bo povedal naklepno povzročanje ženske neplodnosti in bo predstavil tudi kazensko ovadbo. Zatem po pauzi pride Eden Fohatom, skupno za kraljevanje, predsedniška kandidatura vsakega. Potem bom jaz predstavil nekaj lastnosti predsednikov. Javil se nam je tudi Stojan Svet in je poslal kratek video, ki ga bomo tudi tukaj predvajali. Zelo, zelo dober posnetek. Pogledali si bomo tudi Johna F. Kennedyja, prvi inauguracijski govor in ga analizirali, da boste razumeli, kakšna govoranca je pomembna, da se ti politiki prikupijo ljudem, ne? Kakšne naj bi bile pričakovane lastnosti predsednika Slovenije in pod C vidite odgovornosti predsedniških funkcij za izkušnjo v društvu Belis, ki pa tudi imamo nekaj teh izkušenj, pa se bomo še malo s tem poigrali. In na koncu bo Iviljana, glede na to, da je novo šolsko leto in da je nov odlok prišel ven in da spet reklamirajo pravzaprav to palčkanje po nosu, ki je nedopustno, govorijo o nekem samotestiranju otrok in o posledice so pa obupne. No, lejte tako. No, se pravi, to je, kar se našega programa tiče. Zdaj so pa novosti. Rekli smo, da bomo skušali se malo tudi s Telegramom povezati z našimi člani, ki jih je precej. Tako da zdaj ta hip imamo tudi prenos preko Telegrama. Upam, da nas Boris sliši. Povedal je 1, 2, 3, mislim, da se dobro slišimo. To je novost in bomo skušali se vsako soboto tudi na Telegram priključiti, ker je mogoče komu lažje s slušalkami in z mobitelom že pookrog hoditi, kakor sedeti za računalnikom, ker so dolge session. Evo, tukaj imamo novost, samo da vam predstavim. Naredili smo Belis Voice podcast. Gre za tako imenovano frekvenco na internetu, ki je konstantna. To je tale naslov, ki sem ga jaz potem tukaj tudi povedal, in sicer je belisvoicepodcast.buzzsprout.com. Tukaj bodo vedno nova zvočna sporočila, enkrat na teden ali enkrat na 14 dni, kolikor bomo uspeli povedati, in tukaj se bodo te naše radijske oddaje, ki so seveda zvočne in si potem MP3 datoteko lahko prenesete v računalnik, se bodo tukaj pravzaprav nabirale z našimi vsebinami, ki pa bodo malo drugačne, kot so naši Zoomi. Tako da zna biti tam do pol ure, do 40 minut, se predvideva, da bomo imeli takšne, včasih lahko tudi dlje ali pa tudi krajše. In gledajte, mi smo to v sredo naredili. Tukaj, ker sem jaz danes zjutraj to delal, še ob 6 je bilo 100 podcastov v 24 urah downloadano. Danes, zdaj, ker sem šel nazaj, sem pogledal, je že preko 150, so nam že kar obvestilo poslali. Tako da, zglejte, ta medij je popolnoma še neizkoriščen, masovno, je v porastu. Se je treba zelo boriti za naklonjenost, da poslušalce se pridobi, ampak ko enkrat imaš poslušalca, enkrat na teden dobi obvestilo in zagotovo posluša. Tako da bomo se tudi okrog tega potrudili in naredili najboljše, kar je v naših močeh. Jaz sem potem iz tega zvoka naredil tudi eno slikovno datoteko, ki sem jo dodal tudi na YouTube, ampak ker sem nov v tem, se moram to učiti. Je zvok malo preskakoval na YouTubeu, ampak nič hudega. Kdor želi poslušati, bo sporočilo dobil, kljub temu, da zvok parkrat preskoči ali se kakšna beseda ponovi, ker zgleda, da je bil slab internet, ker sem to pretvarjal, te zvočne datoteke. A veste, tako
zgleda to enostavno, ampak daleč od tega je veliko težje narediti podcast, kakor pa video na YouTube posnet. Video je fertik, se ga posname gor, tukaj pri zvoku so pa stvari precej drugačne. Mora pa biti server, ki predvaja to radijsko postajo, moraš imeti pravi format, mora biti prav sestavljen, vse se dela offline, lahko je tudi v živo, tako kot zdaj preko Telegrama, ampak gledajte, to so posebni protokoli. Ok, tukaj smo rekli, bomo zapisnike pregledali, no, pa ko smo ravno pri zapisnikih. Gremo k zapisnikom, tukaj imamo 2 zapisnika, in sicer zapisnik 2. seje upravnega odbora Društva Belis, kjer smo ga naredili v upravnem odboru za zbiranje predsedniških podpor. Upam, da ste ga prebrali, da se z njim strinjate in vas prosim za vaš feedback. Ima kdo kakšno pripombo? Glede tega naj pove. Če nima pripombe, potem rečemo, da smo sklepčni, a ne? Ok, v redu. Zapisnik enoglasno sprejet. Se pravi, nas je tukaj 2, 4, 6, koliko? Koliko nas je tle, ne vidim, za platno vse? 9, ja. 9 pa na, ok. 10, ok, plus to, kar nas je, vidim, ja. Na Zoomu pa še Telegram vidim, da smo 3, ok. 78. zapisnik Zoom srečanja Društva Belis z dne 27.8.22 je prav tako narejen kot poseben zapisnik, tako kot vsak teden. Ima kdo kakšno pripombo na ta zapisnik od prisotnih? Ok, potem ga enoglasno potrdimo. Oba zapisnika sta brez pripomb enoglasno sprejeta, za kar se vam iskreno zahvaljujem. In se zahvaljujem tudi tej, ki je to res tako pridno se udeležila in sestanka in to napisala, tako da Teja iskrena hvala. Več o vsebini današnjega Zoom srečanja o naših predavateljih bom tukaj samo o preletu, bom potem sproti povedal pred vsakim posebej, tisto, kar sem že na začetku, ampak to, da preletimo. Ampak tukaj imamo pa še vedno predsedniške volitve. In vsi tisti, ki ste nam poslali podpor, je kar nekaj, moram reči, hvala vsem, ki ste se odzvali, poslali po pošti, prinesli, poklicali, smo se dogovorili tudi za prevzem, tako da predsedniške podpore se zbirajo in ko bomo imeli izredni občni zbor, če bomo jih nabrali 5000, sicer je to prekratek čas, kar dvomim, bomo izbrali med članom kandidata za predsednika s podporami. Če ne izberemo 5000, se bomo pa skupaj odločili, komu damo podporo naslednji dan. Dobro. To je, upam, da ste to prebrali, kakšne naj bi imel kvalitete in tukaj so potem ti formularji, ki si jih lahko prenesete dol, sem dal tudi italijanski in madžarski, tako kot je v uradnem listu. No, tukaj je pač povezava do Zooma in na koncu pa še kolofon, kjer vse nas lahko dobite, kdaj, kako, ob katerih urah in pa vsi naslovi ter vse povezave. Tako da, evo, to je za uvod. To je za uvod. Zdaj pa bi povabil na Katjo, da se nam pridruži. Katja, pridi. In Katja nam bo pa predstavila vzgojo in izobraževanje otrok. Odločitev je odgovornost vsakega posameznika.